Na Ljudski univerzi Murska Sobota smo decembra 2025 uspešno pridobili omenjeni projekt SPIN 2.0, katerega namen je vključiti zaposlene, katerih zaposlitev je ogrožena, začasna ali prekarna, sem spadajo tudi zaposleni za nedoločen čas, ki potrebujejo dodatna znanja in kompetence v izobraževanja. Namen je zagotoviti ustrezne kompetence za lažje prehajanje znotraj trga delovne sile ter preprečiti prehod v odprto brezposelnost ter tudi delodajalcem pomagati pri pridobivanju ustrezno usposobljenih zaposlenih. Projekt je sofinanciran iz Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada Plus. Skupna vrednost po Pomurju je 315 000 evrov, kar omogoča vključevanje 250 oseb v aktivnosti za razvoj kariere oziroma vključevanje 200 oseb v aktivnosti razvoj kompetenc. Kazalnik na koncu projekta je 40% udeležencev, to je glede na naše številke 80 oseb, ki bodo po opravljenih usposabljanjih dosegli zaposlitev ali samozaposlitev. Pri tem je treba še poudariti to, da izvedba poteka tako, da se najprej vključijo v informativno delavnico, potem nadaljujejo z motivacijsko delavnico, sledi pa še karierno svetovanje in karierna asistenca, kjer se individualno s vsakim posameznikom izdela njegov individualni karierni načrt. Po tem zaključenem sklopu pa se oseba lahko vključi v razvoj kompetenc, kjer so različna usposabljanja iz enega ali več modulov sestavljena in od 16 do 100 ur usposabljanj na posameznika. Poudarek v projektu SPIN 2.0 je na digitalnih kompetencah in znanjih za zeleni prehod, oziroma teh mora biti vsaj 20% usposabljanj posameznika. Pogoj za uspešno zaključeno usposabljanje je 75% prisotnost, v okviru usposabljanj pa so na voljo moduli na področju digitalnih kompetenc, kariernih, podjetniških in mehkih kompetenc, zelene kompetence ter druge kompetence, kamor spadajo tudi tuji jeziki, vključno s slovenščino, ki je predvsem aktualna za zaposlene priseljence. Pri organizaciji in načrtovanju programov smo zelo odprti in smo pripravljeni tudi iti nasproti delodajalcem ter se tako maksimalno prilagoditi njihovim potrebam, da bodo lahko usposobili svoje zaposlene za čim večjo konkurenčnost na trgu dela.